Lepo pozdravljeni, da me ne zanese v kakšno dimenzijo, predvsem v četrto. Mi dovolite, da to knjigo, ki je nastala zelo po naključju, predstavim tako, da izberem nekaj misli iz uvoda in potem še kakšno sklepno misel. Tole si malo poglejte. Mi je tedaj še ne 16-letniku navrgel zdaj že pokojni mariborski škofijski arhivar Anton Ožinger, ko me je mladostniško navdušenje nad rodoslovjem prignalo v Maribor, v Slomškovo mesto ob Dravi, kjer sem bil dotlej vsega dvakrat. Na naslovnici skromne knjižice z letnico 1938, ki mi jo je potisnil v roke, sem prebral neznano ime avtorja, Max Goričar, pogled pa mi je obvisel zlasti na naslovu z nenavadno štajersko zvenečo obliko škofovega priimka, tedaj običajno Slomšekov rodovnik. Knjižica se me je ob listanju tako dotaknila, da sem si jo kar se da hitro izposodil v knjižnici. Koliko potrpežljivega dela, kakšne ugotovitve, predvsem pa kakšne odkrivanja novih svetov zame, ki sem bil tedaj popoln začetnik. Močno me je prevzelo spoznanje, kako domiselno se je avtor lotil na videz nemogočega, sestaviti rodovnik Antona Martina Slomška, čeprav je bila zamisel videti neizvedljiva, saj so župnijske matice škofove rodne župnije Ponikva ohranjene šele iz časa po požaru župnišča, to je le 18 let pred škofovim rojstvom, niti ne celo generacijo. Duhovniku in ljubiteljskemu etnologu Maxu Goričarju je kljub temu uspelo rekonstruirati škofov rod po očetovi liniji za 100 let oziroma 4 rodove nazaj do leta 1700 in za isti časovni razpon dognati zaporedje 6 gospodarjev sloma, od katerih so bili slomškovi predniki samo 3, prapradet, pradet in oče, kajti škofov rod je med tem poldrugo generacijo prebival v Šaleški dolini, kamor se je preselil škofov det. Dejstvo, da je šele od pradeda dalje bil v rabi priimek Slomšek, na Slom pa so Slomški prišli še kot novaki, mi je pomagalo ugotoviti in razumeti spremembo priimka pri svojem rodu, do katere je prišlo v približno istem času, in to je bilo stoletja običajno. Kar pa zadeva Slomškove korenine, nisem mogel ali hotel verjeti, da ne bi bilo kdaj vendarle mogoče priti do dna vprašanju, odkot so prišli novaki, ki jim je Slom dal poznejše rodbinsko ime Slomšek. Čeprav je Goričar sklenil, da je novak prepogost priimek in da škofovim prednikom že zato ne bo mogoče slediti globlje v preteklost. Nedvomno je imel prav, da iskanje novakov po matičnih knjigah sosednjih župnij in drugih virih, ker jih je ogromno, ne bi imelo pravega učinka in smisla. Obstajajo namreč stvari, ki jih je skoraj nemogoče poiskati, ampak jih je nekega dne preprosto treba najti, ali pa nikoli. In tako se mi je slaba 30-letja po mojem prvem srečanju s Slomškovim rodovnikom pripetilo prav to, najdba. Po naključju sem v Nadškofijskem arhivu Ljubljana v fondu Gornji grad naletel na Matijo Novaka, Slomškovega najstarejšega znanega prednika po očetovi glavni liniji. Izkazalo se je, da je izviral iz bližine, iz sosednje vasi Brezje, že v župniji Šentjur pri Celju. Njegov drugi priimek pa se je glasil Hudič, kar se je lepo pokrivalo z nosilčevim nemirnim duhom in njegovimi dejanji. Po nenadajanem odkritju škofovega prapradeda je postopoma dozorevala misel, da kaže pri Slomškovem rodovniku nadaljevati še na drugih mestih, ker je Max Goričar zastal. Tako kot njegovo dragoceno delo, tudi pričujoča skromna knjiga ne ponuja popolnega družinskega in rodoslovnega prikaza ene največjih osebnosti v slovenski zgodovini. Je nadaljevanje in dopolnitev napisana v drugačnem času in za precej drugačne bralce, pri čemer skuša biti razumljiva tako zgodovinarjem, kakor širšemu bralstvu. Zato ima tudi posebno poglavje, vsebina na kratko, ki se ga da prebrati v 20 minutah. Morda bi iz vsebine izpostavil, da sta škofova oče in mati izvirala iz zelo različnih socialnih okolij in da v njunem primeru ni šlo za dogovorjeno zakonsko zvezo dveh oseb primerljivega socialnega položaja, ampak veliko prej za medsebojno osebno naklonjenost. Mati Marija Zorko je prihajala iz zelo revnega okolja, iz skromne Kajže pod Konjiško goro, kamor se je njen oče priženil k toliko starejši vdovi, da je bila ta ob njegovem rojstvu že prvič poročena. Škofov oče Marko Slomšek je bil nasprotno pravi kmečki mogotec, rojen v graščini Limbar pri Velenju, kjer je bil njegov oče neke vrste zakupnik.
Na očetov dom na Slomu pri Ponikvi se je preselil, ko je tam po svojem stricu podedoval 2 celi kmetiji s kmečkim dvorom. Njegov ded Štefan Slomšek je 60 let prej zgradil bližnjo cerkev svetega Ožbalta. Sicer pa je imel Marko korenine tudi v tržanskih družinah, v trgu Vojnik in v trgu Šoštanj, v sorodstvu pa več duhovnikov, zadnjega med njimi je posvetil potem že škof Slomšek. Če strnem zgodbo o Slomškovem družinskem in genskem ozadju, eno samo misel se zdi najprimernejša, čeprav je morda za koga spotakljiva, ta iz podnaslova knjige. Od hudiča do časti oltarja. Hudič je bil eden od 2 priimkov Slomškovega prapradeda, prvega gospodarja iz njegovega rodu na Slomu. Čast oltarja pa si je s svojim neizmernim trudom in zgledom prislužil blaženi Anton Martin Slomšek. Hvala lepa.